Pozdravljeni, Borut Lisjak tukaj. Današnji uvid je zame zelo močen in se tiče nadzora v In o tem sem že pred leti ogromno pisal in še vedno se zavedam, kako pogosto ne vemo, kaj sploh je nadzor uma, ker smo v in ne vidimo samih sebe, kako smo ujeti v svojo slepo pego. Danes bom poskusil zelo enostavno ilustrirati, kaj pomeni biti ujet v namesto da bi bil v bolj polni zavesti, da bi bil v večji jasnosti, prizemljenosti, da bi bil prizemljen. In katerokoli od teh besed bom uporabil, dokler jo bomo skušali samo razumeti z nadzorom uma, ne bomo začutili vsega, kar pomeni ta beseda, kar pomeni biti izven nadzora uma. In seveda nikoli nismo 100% izven kateregakoli nadzora. Gre vedno za premike, za oscilacije in gre na koncu za to, da si želimo malo izboljšati življenje, mogoče majčkeno popestriti kaj, mogoče da nas je malo manj strah, da znamo bolj vrednotiti ljubezen v našem odnosu, lahko smo bolj hvaležni za sebe in za svoje lastnosti. Vse to je nekaj, kar si mogoče želimo, kar iščemo, poskušamo ustvariti, pa nam je to težko ravno zaradi tega nenehnega nadzora v skozi In z umom ni nič narobe, spet poudarjam to, je naš sestavni element, organ, tako kot vsak, in če se preveč negativno fokusiramo na karkoli, se ne bomo imeli toliko lepo, kot bi se lahko imeli. Tja bo šla naša energija v negativen pogled in ne bomo imeli energije za lepo živeti. Tukaj ni treba biti ne vem kako poduhovljen. Te stvari so zelo preproste. In kako lahko pogledaš, a si prizemljen ali nisi, a si ujet v umu ali nisi. Poglej okrog sebe po sobi in poglej, kaj vidiš. In poglej, kaj od tega si videl, preden sem te spomnil na to, preden sem te prosil, da pogledaj okrog sebe. Koliko od tega si se zavedal, da obstaja. In poglej še enkrat okrog, in začuti stvari. Če vidiš, če imaš to srečo, da imaš kakšno ogromno rožo v sobi, ali pa če si celo zunaj, poglej nekaj živega in začuti, da živi, začuti, da čuti, da čuti tebe, da čuti tvoj pogled, tvojo pozornost in ti jo vrača. Če začuti izmenjavo. In potem se začni zavedati, kakšen je bil ta premik, kako se je nekaj odprlo v tebi, kako se je odprla neka zavest skozi občutke. In mogoče lahko začutiš tudi v srcu ljubezen do tega, pa ljubezen do sebe, hvaležnost, karkoli, prijaznost, karkoli tega, kar ti spremeni in naredi dan. In spet, če bi preveč govoril vsem tem, bi se ujel v nadzor uma. Zato bom zaključil samo s tem, kar sem sam za sebe dobil uvid med meditacijo. In sicer, kdaj se sam ujamem v nadzor uma, kdaj dovolim umu, da me močno nadzira. V dveh primerih. Prvi primer je takrat, kadar se česa bojim, oziroma se bojim za svoje otroke, za svoje najdražje, za karkoli, za sebe. In skušam imeti vse pod nadzorom. Zato, da bi zavaroval, zaščitil to, kar imam rad.
In ta nadzor potem uide izpod nadzora. Ta nadzor se razraste, in ko to govorim, se zavedam, da marsikdo se razmišlja in izraža v teh dneh o pretiranem nadzoru, in ne govorim o tem. Ta zunanji nadzor ni nič v primerjavi z notranjim nadzorom, ki ga sami nad seboj vršimo. Nam zmanjšuje možnost za svojo samoljubezen. In druga stvar, ki mi sproži pretiran nadzor, je iskanje vrednosti oziroma dokazovanje svoje vrednosti. Kadar mislim, da moram veliko dati, narediti, ustvariti, opraviti dela, da bom lahko naredil kljukico, da sem za danes upravičil svoj obstoj. In se pravi, med tema dvema razlogoma, vzrokoma za nadzor se kar precej premikam in zelo sem hvaležen vsakič, kadar meditiram in se zavem, kje sem, in se prizemljim. In vsakič, kadar mi uspe ta trenutek polno zaživeti. In to ni težko. Ni treba, da je težko. In včasih si lahko pomagamo s kakšnim orodjem. Mogoče ne gre čisto na suho. Sploh, če skušamo z razmišljanjem nehati razmišljati. In malo humorja dodajam tukaj zraven, ker bolj, ko smo resni, lažje iz tega vidimo, da gre spet za nadzor uma. In naša resnost ima svoje mesto, takrat, ko so take okoliščine, prav, da smo razumski, zdravorazumski, da smo resni in da ukrepamo in naredimo marsikaj, kar sicer ne bi znali, ali pa bi se zmedli. Definitivno je pa življenje več kot 100% resnost. Tudi v težkih časih. In lahko se naučimo sami pri sebi najti to svobodo. Ta svoboda je neprecenljiva. In odpre tok za vse, ne samo za nas, za vse v naši okolici. In verjamem, da posledično za vse. Hvala lepa. In smo na zvezi, smo povezani. Srečno.